Na nek način je Slovenija še vedno v ugodnem položaju. Obstoječe razmere nam omogočajo, da si lahko še vedno privoščimo zelo premišljen pristop k temu vprašanju. Odločilno pa je, da tega ugodja ne izkoriščamo preveč, saj se nam bi utegnilo, če bi z njim odlašali, v prihodnje maščevati. Z drugimi besedami hočem reči, da je posodobitev sistema nacionalne varnosti neodložljiva in takojšnja naloga nove vlade in celotne državne politike. Denar glede tega je seveda zelo pomembna, vendar ne nujno odločilna stvar in ne rešuje vseh dilem. Ne gre samo za vprašanje, kako bomo investirali denar v posodobitev sistema nacionalne varnosti. Gre za celo vrsto strokovnih in tudi političnih vprašanj, ki so povezana s komplementarnostjo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov v notranji, v obrambni in v zunanji politiki naše države. Tvegam celo mnenje, da bo sama zagotovitev proračunskih sredstev v prihodnjih letih manj težavna naloga od inteligentne razporeditve tega denarja za varnostne potrebe. To velja tako za Slovensko vojsko, kot vojaški steber naše nacionalne varnosti, kot za druge ustanove in vloge pri zagotavljanju varnosti naše države in naših ljudi. V svojem zadnjem nedavnem nastopu pred državnim zborom glede ocene pripravljenosti Slovenske vojske sem podal predlog za sprejem posebnega sistemskega zakona o financiranju nacionalne varnosti. Nek nacionalni varnostni evro. To bi seveda zadevalo tudi financiranje Slovenske vojske, to da ne samo nje. To bi zadevalo tudi rešitev zapletenega vprašanja zagotovitve plač v tistem delu javnega sektorja, ko gre za pripadnice in pripadnike varnostnih struktur, vojske, policije in obveščevalnih služb. Ne vsiljujem te zamisli, tudi zaenkrat ne poznam boljšega, bolj prepričljivega, tudi sorodnega predloga, kot ga imajo v nekaterih primerljivih državah, za premišljeno ukrepanje. Spoštovane gospe in gospodje, takoj po oblikovanju nove vlade bom njenemu predsedniku predlagal, da se glede tega posvetujeva in se pri ureditvi teh zapletenih in kompleksnih vprašanj vsi dejavniki politične oblasti med seboj pomagamo, da se oblikuje nujno potreben nacionalni politični konsens. Ni razlogov, da bi kakorkoli strašili ljudi glede varnostnih vprašanj. Vendar tudi ni nobenih razlogov, da bi jih zavajali in tolažili s trenutnimi razmerami, ki ilustrirajo Slovenijo kot varno državo. V tem smislu vsi skupaj potrebujemo politično modrost, preudarnost za demokratično, tudi polemično, a ne strašljivo razpravo. Kot rečeno, smo v nekem dovolj udobnem, privilegiranem položaju, ko nam je še vedno omogočeno, da se do političnega konsenza o potrebi in načinih za posodobitev sistema nacionalne varnosti dokopljamo strpno razpravo, vključujoč in upoštevajoč razlike med nami in našimi pogledi, ki so normalne. To je naloga za zrelo in odgovorno politiko in nimam nikakršnih dvomov, da je slovenska politika v teh razmerah, zlasti po volitvah, absolutno dorasla. Prav je, da je z ocenami generalštaba o pripravljenosti Slovenske vojske seznanjena tudi širša javnost. Ta odkritost je pripomogla k streznitvi vseh odločevalcev o razvoju vojske. Tvegam oceno, da je po zelo dolgem času, zdaj tudi zaradi transparentnosti razmer, bistveno bolj izostrena odgovornost in pripravljenost za ukrepanje. Slovenska vojska odlično opravlja svoje naloge v tujini in pomembno prispeva k ugledu naše države. Sodeluje s policijo pri varovanju državne meje. Priskoči na pomoč ljudem v primeru hujših naravnih in drugih nesreč. Za voljo vsega tega jo imamo radi in jo imamo za svojo. Na svojo vojsko se zanesemo. Na našo vojsko smo ponosni. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Glede prihodnosti Slovenske vojske imamo, tako kot večina nam primerljivih držav, nekatere skrbi in probleme. Vendar pa imamo tudi prvič
kot rečeno, po dolgem času, iskreno voljo, razumevanje in pripravljenost, da te probleme naslovimo in jih tudi rešimo.